pa grem pol v štacuno, pa sred, pa še k zobarju, pa pridem nazaj, pa se še zmeraj nič zgodilo. Enoč ne, tako kot sem obljubil že nekaj časa nazaj, čas je za sladko-kisle sponje. Prva ta sladka je mogoče malo na prvo žogo, ampak daj poglej, no. Všeč mi je, da so dizajnerji upoštevali, kakšna je bila izvorna oblika in temu dosti dosledno sledili. Mislim, z upoštevanjem vseh trendov, ki so zdaj v kolesarstvu. Veš, kaj hočem reči? Klopert zgleda dobro, ne, sploh v tej barvi. Pač tak malo bolj edgy, pa min zgleda. Pa tudi tako je glištel, tak. Ole, kako imaš še tole gor? Čak, to moramo posneti. Aha, evo, razdavičil sem ga. V bistvu sem na morje pripeljal neodvit kolo. Glavno glištel deluje tak močen, nabit. Nimaš feelinga, da je to en tak rahitičen kolo. Ne vem, kako se pa tebi zdi? Ajde, ročki mi ne izgledajo najbolj cool. Se razumem, da so morali upoštevati neka pravila ergonomije pa tako naprej, ampak pismo, no, malo bolj old school bi jih pa lahko naredila, ne? Mislim, če so to filozofijo upoštevali pri zicih, in gre, da je tole ta plav leder. Diši že tako. Drugač pa ja, videz bomba, pa ne samo to, folk ga porajta 100 na uro, pa vsak, starija, to je ta nov poni. No ja, vsak, večina. Je pa res, da sem tudi že tako zil, ne, kaj folk rekel, a to je ta nov poni. Pač oči pa maleri, ne, jaz če sem čisto iskren, tako v črni barvi mi je totalno jazzen, ne, druge barvi mi pa ne sedajo toliko. Kaj sem še pozabil povedati, ne, če se ti slučajno odločaš za ponija, pa imaš na voljo dve opremi, klasik pa sport. Zelo na grobo, ne, sport tukaj nima nič, ne, klasik ima pa klasik ima pa pretlažnik, tako kot pač ga je imel, klasik. To se pravi, tale moj je sport, ne, to med drugim pomeni tudi, da imam spredi in zadnji dve brejke. Bi bremzale še malo boljše. Ja, pa je to en izmed prvih 500 koles je tukaj zraven še posebna, pa tudi tle nisem dodal plastike. Hotel sem reči, da imam tukaj gor ploščico, ko pravzaprav pove, da je to en izmed prvih 500 koles, njegova številka je pa 144. Druga sladka kompaktnost, mislim pol, ko ga zložiš. Let me demonstrate this for you. Dan tiska ponija pozna, tudi tistega starih časov. Veš to tukaj? Primeš? Zagrabaš in ko si enkrat zagrabil, narediš samo to, alej. Cep, pa ga je kar naenkrat pol manj skupaj. Jaz se moram pobriti, stari, pa pa ves bel. Tretja sladka stabilnost, ampak to je zdaj treba tako malo z rezervo vzeti, ne, zato ker stabilnost pride zraven tudi pri kislih. Jaz sem zelo velik otrok in takoj, ko sem se na kolo usedel, sem najprej sprobal, a se da z njim tudi kaj po zadnjem vozu. Glede na to, veš, da je mestno kolo, sem se kar naenkrat z lahkoto vozil 20, 30, 40, 50 metrov. Četrta sladka, okretnost. Kadarkoli imaš ti kolo, ko ga lahko obrneš v radiju, maks metra pa pol, pa verjetno še to ne, je to kar pohvale vredno, veš? Zdaj smo pa že pri kislih. Pa hkrati tudi nazaj pri stabilnosti. Za vse tiste, ki ste vajeni kolesov z velikimi kolesi, bo tale reč začetka tako malo nenavadno zapeljati. Predvsem moraš biti previden na podlagah, ki imajo recimo malo slabši oprijem. Recimo makadam, tam preden kolo ful hitro lahko zdrsne, če si malo nepreviden. Druga kisla je pa povezana s prestavam. Tale kolo recimo ima 3. Zdaj glede na moje skromne potrebe, ne, to se pravi skok v štacuno ali pa gizmota na sprehod peljati, so 3 prestave čist dost. Mene bolj moti preprosto dejstvo, da včasih šalta ful hitro pa nezaznavno, stari, kaj da imam DSG-a, po drugi strani pa jaz lahko prešaltam, ne, pa grem pol v štacuno, pa sred, pa še k zobarju, pa pridem nazaj, pa se še zmeraj nič zgodilo. Včasih je treba malo čakati. Tretja kisla pa je ena taka dost očitna in ob njo se obregne dost veliko ljudi. In to je valjda cena. A veš, če so osnoven poni, klasik s 3 prestavami stane 329 evrov. Naslednja stopnja, ki ima malo boljše pa zmogljivejše komponente, stane pa 429 evrov. Vrh ponudbe pa stane 789 evrov. Zdaj jaz razumem ves ta gnev, ne, 789 ali pa konec koncev tudi 329 evrov za en kos razmeroma majhnega bicikla, to ni malo denarja. Sploh če gledaš po oglasnikih, pa najdeš originale, ki so veliko cenejši. Ampak dajmo nehati primerjati originale s tem, se po eni strani so originali, ne, po drugi strani so pa tehnično bistveno slabši. Mislim, primerjati 30 ali pa 40 let stare komponente s tem kolesom, to pač preprosto ne gre skupaj. Tako da ja, zato je cena med kislimi. Ampak, veš, poni preprosto ni bil narejen z mislijo izključno na slovenskega kupca, pa na slovensko kupno moč. Njegovi ustvarjalci so, in to je edino smiselno, morali razmišljati tudi malo širše. To pomeni, da moraš imeti v mislih tudi druge trge, kjer je kupna moč valjda višja in da imaš tam tekmece, ki so v bistvu dražji kot poni. Veš, to so bile kisle, zdaj pa še 5. sladka. Se ta je pa po eni strani tudi zelo očitna, ne. Poni ima na svoji strani emocije, poni ima na svoji strani zgodovino in to je tisto, kar ga veže predvsem na Slovence. Dajmo biti iskreni, ne. Vsi tisti, ki smo recimo toliko stari, kot jaz, pa starejši, pa konec koncev tudi mlajši, jaz sem letnik 81, imamo vsaj en spomin, ki nas veže na ta kolo. No to je 5. sladka.
Jaz moram priznati, da sem vloganje kar malo pogrešil, pa čeprav sem imel pauze samo koliko 3-4 dni. V vlogu, ko ga boste gledali jutri, pa med drugim tudi o tem, kaj vse se nam je zgodilo prve dni na morju, kaj vse sem posnel, pa posnetkov nimam več. Mogoče tudi zato, ker sem s svojim preljubim 50 plus zašetel v vodo, pa zakaj bom oktobra švical v Ljubljani, pa tudi o tem, kako sem Tino presenetil za najo 7. obletnico.